Spoštovani, še enkrat lepo pozdravljeni. Imam pravzaprav zahtevno nalogo pripravljati pregled. Upam, da boste ob koncu dobili vtis razvoja izobraževanja tukaj v naši regiji. Koroška regija od leta 1995 povezuje 12 občin in 4 upravne enote. Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, Dravograd in Radlje ob Dravi. Na tem geografsko razgibanem terenu med Karavankami in Pohorjem danes živi 71.390 ljudi. Tu deluje 19 osnovnih šol z 19 podružnicami, na 5 srednjih šolah združenih v šolski center Ravne na Koroškem in šolski center Slovenj Gradec. Poteka 29 srednješolskih programov na gimnaziji in srednji šoli Ravne, v Slovenj Gradcu, na srednji zdravstveni šoli, gimnaziji in srednji šoli ter na srednji šoli Muta. V regiji delujejo 3 visoke in 1 višja šola, Visoka šola Ravne, Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec, Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec, Višja strokovna šola na šolskem centru Ravne na Koroškem in Ljudska univerza v Radljah ob Dravi, Slovenj Gradcu in na Ravnah na Koroškem. V teh 3 mestih delujejo tudi glasbene šole z izpostavami v krajih po dolinah. Ob pregledih razvoja šolstva in izobraževanja na tem mestu navajam le avtorje, ki so raziskovali njuno zgodovino na mikroravni med Peco in Pohorjem. V Mežiški dolini so raziskovali Johan Valentinič, Tone Sušnik, Alojz Kristovnik, Franc Verovnik in avtorica prispevka. V Dravski dolini Josip Mravlja. Najobsežnejšo biografijo ima Franček Glasbacher, ki je raziskoval izobraževanje v muslimski in tudi v obeh drugih dolinah. Podpisan je pod pregledni prispevek Koroško šolstvo od preteklosti do sedanjosti, ki je šlo ob 40. letnici Zavoda za šolstvo objavljen leta 1996. Objavljeni pa so tudi raziskovalne naloge, monografije in zborniki o posameznih osnovnih in srednjih šolah. Dragoceni vir raziskovanja šolstva so tudi šolska glasila in pa Koroške fužine. Skozi tisočletja so se različna znanja in vedenja na mlajše generacije pogosto prenašala z opazovanjem in ustnim izročilom. Prvi učitelji in vzgojitelji so bili starši oziroma družinska ali rodbinska skupnost. Učenje različnih znanj in veščin je temeljilo na izkustveni metodi. Z ustanavljanjem ustanov, ki so prevzele strukturirano, načrtovano, namerno in časovno opredeljeno izobraževanje brez ali z javno kvalifikacijo, sta se uveljavila organizirano, neformalno in formalno izobraževanje. Začetki formalnega izobraževanja segajo v srednji vek, v čas samostanskih šol. Koliko so na izobraževanje prebivalcev Mežiške, Mislinjske in Dravske doline vplivali samostani takrat intelektualna središča v oddaljenih in bližnjih cerkvenih središčih, na tem mestu ne moremo presojati. Njihova geografska razporeditev pokaže na pokrivanje tudi tukajšnjega terena. Glasbacher navaja, da se za vse samostane poleg redne ugotavlja vsaj občasna samostanska šola. V Dravski dolini sta 500 leti sooblikovala razvoj 2 samostana. V Marenbergu in danes Radlje ob Dravi so med leti 1251 in 1782 naj bi, kot navaja Mlinarič, samostan Viljemitov vstal že leta 1257, ustanovljen strani Bavarskih škofov. V obdobju reformacije se je na območju Mežiške doline, še zlasti v Črni in njeni okolici, v 16. stoletju močno vezani na Savinjsko in Šaleško dolino, zasidrala protestantska vera. Zaradi tega so se leta 1603 na Rezmanova v Črni naselili jezuiti.
Na obravnavanem območju je po navedbah Lasbacherja leta 1228 omenjena tudi župnijska šola pri cerkvi svetega Pankracija v Starem trgu pri Slovenj Gradcu. Lasbacher še navaja, da so v mesto sredi 14. stoletja poučevali v mestni šoli. V tem stoletju naj bi po domnevi Josipa Mravljaka delovala tudi že šola v Vuzenici. Franjo Baš pravi, da je delovanje šole med leti 1356 in 1560 hipotetično, zanesljivejše je od 16. stoletja dalje. Tisočletje je izobraževanje temeljilo na krščanski vzgoji, zavzemanje za ljudsko šolo, ki bi zajela otroke vseh slojev, sega v obdobje protestantov in Primoža Trubarja. Različni avtorji navajajo domnevo o delovanju protestantskih šol po Trubarjevi zamisli tudi v Guštanju, Dravogradu in Slovenj Gradcu. Na Ravnah naj bi bil sedež protestantske družine Gajsrukov v že, bi rekla, porušenem gradu Greenfels, katerega ostanke smo pred 2 letoma pravzaprav na novo odkrili. Zgodovina izobraževanja za obdobje srednjega veka in do 19. stoletja pogosto temelji na posameznih omembah in z njimi povezanimi domnevami, saj za ta del Slovenije še nimamo temeljitih zgodovinskih raziskav izobraževanja, kar je zagotovo ena izmed možnih tem bodočega delovanja zgodovinarjev. Pred sprejetjem tako imenovane splošne šolske naredbe leta 1774 so delovale šole v Guštanju, danes Ravne na Koroškem, leta 1952 se tako imenujejo, v Radljah ob Dravi in Ožbaltu, v Ribnici na Pohorju in na Svetem Primožu. Hitro rastoča industrija je v 19. stoletju, to je še pogled na Guštanj, v Valvazorjevem obdobju. Hitro rastoča industrija je v 19. stoletju potrebovala ljudi s poznavanjem zakonitosti matematike, fizike, mehanike in drugih tudi naravoslovnih ved, kar je narekovalo reformo šolstva, ki se je začela v revolucionarnem letu 1848 in leta 1869 z uvedbo splošne šolske obveznosti z osnovnošolskim zakonom, ki je predpisal šolsko obveznost za vse otroke od 6. do 14. leta. V tem stoletju industrijske revolucije in gospodarske rasti je v prostoru med Peco in Pohorjem učencem šolska vrata odprlo kar 39 novo ustanovljenih osnovnih šol z različnim statusom. Takrat so ustanovili tudi prve privatne šole, financirane iz šolskih skladov, kamor so sredstva vplačevala podjetja zaposlenih in občina. Tako je bila leta 1811 na pobudo grofa Turna v Črni, takrat pomembnem železarskem središču Mežiške doline, ustanovljena privatna osnovna šola, ki je po 2 letih postala direktivna. Pogled na črno. Leta 1853 je na Prevaljah Rosthornova železarna zgradila novo šolsko stavbo in v skladu s tedanjimi predpisi ustanovila podružnico šole na Fari, ustanovljene že leta 1819. Šola otrok tovarniških uslužbencev in delavcev je postala po 2 letih delovanja javna šola z ekspozituro na bližnjih rudniških lešah. Obe šoli so vzdrževali sredstvi šolskega fonda, v katerega so od zaslužka plačevali uslužbenci in delavci. Iz tega tovarniškega šolskega fonda so nakupovali učila otrokom v tovarni zaposlenih staršev, deloma vzdrževali šolo in honorirali učitelje. V 20 stoletjih so za večino šol zgradili nove zgradbe, tako da šolskih klopi niso več postavljali za učenje pretesne in neprimerne mežnarije, gostilne in kmečke hiše. V 20. stoletju so ustanovili osnovne šole še v 10 krajih, po drugi svetovni vojni tudi šole s prilagojenim programom v Radljah ob Dravi, na Ravnah, na Koroškem in v Slovenj Gradcu.
Na 9 šolah v manjših krajih treh dolin so od leta 1963, največ pa v 70. in 80. letih dokončno opustili pouk, na kar sta vplivala spremenjena demografska struktura regije, novo zgrajene vozne ceste in moderna prevozna sredstva, ki so omogočila boljšo prometno povezavo z urbanimi središči. Tu je prišlo do koncentracije prebivalstva, kar je sprožilo proces gradnje novih, večjih, modernih šolskih stavb. Za gradnjo so pridobili javna sredstva, samoprispevke krajanov in občanov ter donacije podjetij. Industrializacija je, tole, da malo komentiram, tole je podoba Prevalj. Tukaj pa je osnovna šola, ki so jo zgradili 1853. leta in šola ima tudi krasen vrt. Tole je podoba železarne Ravne, oziroma takrat jeklarne grofa Turna, zgrajene 1853-54. No in tukaj je osnovna šola, ki so jo zgradili leta 1910, čisto nemška šola, zgradili so jo pa sredstvi Zidmarke. Zdaj se bom pomaknila nazaj. Industrializacija je posledica zdravstvene revolucije, zaporedja intelektualnih inovacij, ki so rodile sodobne naravoslovne in tehnične vede. Proizvodnja z novimi zahtevnejšimi stroji in uvedba novih tehnologij je od zaposlenih zahtevala več strokovnosti in spretnosti. Tej potrebi je sledilo ustanavljanje ustreznih šol, tako na osnovni kot na višji ravni zahtevnosti. V Banski Štjavnici je cesarica leta 1762 ustanovila rudarsko akademijo, na kateri so se šolali tudi geologi, montanisti in kemiki. Nekateri so pozneje delali v rudarskih in železarskih podjetjih na Slovenskem. V letu 1840 segajo začetki Slovencem bližje rudarske akademije v Leobnu. Njegova vloga se je še povečala zaradi političnih razmer po marčni revoluciji, ko v Banski Štjavnici ni bilo več mesta za nemško govoreče slušatelje. Peter Ritter von Thuner je študente vodil na strokovne ekskurzije v železarne in rudnike avstrijskega dela monarhije. Prva generacija študentov je leta 1841 na strokovni ekskurziji obiskala premogovnik na Lešah ter železarni na Prevaljah in Mislinji. Zaradi rudarstva in železarstva je Mežiška dolina sredi 19. stoletja veljala za industrijsko najbolj razvito območje na Slovenskem, uspešno pa so se tovrstna podjetja razvila tudi v drugih dveh dolinah. V tukajšnja podjetja so takrat izšolani strokovnjaki prihajali iz drugih krajev monarhije. Znanjem, ustvarjalnostjo in inovativnostjo so pustili vidne uspehe v lokalni in svetovni gospodarski zgodovini. Naj omenim le nekatere. Tukaj je Karl Scheuchstuhl, ki je bil upravitelj železarne v Črni, lastnik železarne bil grof Turn. Karl Scheuchstuhl je imel v bližini Mušeniškega gradu stavbo, v kateri je upravljal metalurške poskuse in mi pravimo, da je bil to prvi metalurški laboratorij v dolini. August Rosthorn se je angažiral in ves svoj kapital vložil v izgradnjo železarne v Prevaljah. Leta 1800 na potovanju v Angliji 6 mesecev, kjer je obiskoval železarne, da je potem lahko na Ravnah uvedel sodobno, takrat moderno metodo proizvodnje železniških tirnic s pomočjo pudlanja oziroma pudlanega jekla. Brat
Franz Rosthorn je študiral v Banski Štjavnici. Leta 1823 je naredil analizo premoga na Lešah, le par mesecev za raziskavami Karla Schoitenstuhla, in Rosthorni so ugotovili ustrezno kaloričnost tega premoga in zato so potem tudi postavili železarno ob reki Meži na Prevaljah. Pomembno je, da so leta 1838 tudi odkrili način uporabe rjavega premoga, kar je bila takrat pomembna tehnološka novost v kurilni tehnologiji v proizvodnji železa. In ne nazadnje, da tukaj sta Franz Rosthorn in pa baron Žiga Zois, slednji lastnik gozdne železarne v Mislinji, oba pa zelo izobražena in razgledana, oba člana Akademij znanosti in znanstvenih združenj v Evropi. V Sloveniji segajo začetki strokovnega in tehničnega šolanja v 18. stoletje. Študije rudarstva in plavžarstva so uvedli leta 1919 z ustanovitvijo Tehniške fakultete pri Univerzi v Ljubljani. Na lokalni ravni je bilo najbolj razširjeno učenje obrtnih spretnosti pri posameznem obrtnem mojstru. Na Prevaljah je bila po navedbah Sušnika leta 1832 uvedena ponavljalnica in je imela že 42 učencev. Ponavljalnica ali nedeljska šola je vrsta poklicne šole, na kateri so učenci ob zaključku prijeli vajeniško spričevalo. Cilj teh šol, priporočeni z avstrijskim šolskim zakonom leta 1805, ki desetletje pozneje postanejo obvezne, je bil utrditi osnovno šolsko znanje dečkov in deklic od 12. do 15. leta starosti, izpopolniti nemščino in seznaniti z nauki za kmetijstvo. V drugi polovici 19. stoletja v večjih urbanih središčih ustanavljajo šole za obrtna in ročna dela. V Slovenj Gradcu je leta 1872 sprejela dekleta uk šola za ženska ročna dela. Tudi na prevaljski osnovni šoli so sredi 80. let organizirali nadaljevalno šolo za obrtne in tovarniške vajence, za ženska ročna dela in za ročne ter obrtne spretnosti za dečke. Šola je imela delavnice v železarni, kjer so v glavnem dobili material in orodje. Obrtno šolo za dečke so obiskovali železarniški, rudarski, čevljarski, krojaški, penkovski, sedlarski, mesarski, kovaški in trgovski vajenci. Na začetku 20. stoletja so odprla vrata obrtni nadaljevalni šoli v Vuzenici za trgovske in obrtne vajence ter v Slovenj Gradcu. Po prvi svetovni vojni pa kmetijski nadaljevalni šoli na Prevaljah in Vuzenici, kjer so vzgajali kmečko mladino v teoretičnem in praktičnem poznavanju kmečkih del. Pomembno zaznanje in izobrazbe se je zavedalo vse več industrijskih delavcev, ki so si prizadevali ustvariti pogoje za šolanje svojih otrok. V obdobju stare Jugoslavije so ustanavljali meščanske šole v Slovenj Gradcu že leta 1920, v Delavski Mežiški dolini leta 1926. Za izgradnjo meščanske šole v Mežici je stala skupina ljudi, vodilno vlogo je imel učitelj, občinski odbornik in tajnik krajevnega šolskega odbora Vinko Möderndorfer, ki je ustanovitev šole v Mežici označil za pomembno dejanje, ki bo omogočilo delavskim otrokom pridobitev strokovne izobrazbe za vsako kvalificirano delo, tudi pisarniško, in da bo meščanska šola dala delavcem sposobnost, da bodo zmožni za razredni boj, da bo manjšal profit kapitala, delo pravičnejše plačevalo in tako dalje. Večina vpisanih učencev, dijakov in deklic je izhajala iz rudarskih, delavskih in uradniških družin in le nekaj iz kmečkih, obrtniških in trgovskih. Tole je ta meščanska šola, ki je pravzaprav ena najlepših šol v Sloveniji, zgrajena 1926. Tole je fotografija iz učilnice, vidimo tudi ravnatelja
In pa pred 2 letoma je bil tam odkrit dobrstni kip ustanovitelju oziroma graditelju šole Vinko Möderndorferju. Jutri bomo pa to pogledali. Med nemško okupacijo so kot navadni hospitek uzakonili obvezno poklicno šolanje za vse vajence in vajenke, neprijavo pa kaznovali. V obrtne poklicne šole so se lahko upisali vsi vajenci in vajenke stare do 18. leta. Doslej je znano, da so te šole delovale v Mežici, na Ravnah in v Dravogradu. Oktobra 1942 jih je ustanovil državni namestnik in gauleiter na Koroškem dr. Friedrich Reiner. Po vojni so se v prostoru med Peco in Pohorjem razvila 3 srednje šolska središča, Ravne, Muta in Slovenj Poklicno in srednje šolsko izobraževanje pa je doživelo razcvet. Sredi 50 let je z delom začela enota Zavoda za šolstvo Republike Slovenije, prva v Dravogradu, od leta 1989 pa v Slovenjgradcu. V letih samostojne Slovenije so se v obeh največjih mestih regije zaživela višješolske in visokošolsko izobraževalne ustanove. Razvoj poklicnega izobraževanja so narekovale kadrovske potrebe in kadrovska politika največjih podjetij v regiji. Njihove potrebe so se skozi desetletje in zaradi različnih razlogov, tudi zaradi gospodarskih in političnih kriz, spreminjale. Te spremembe šolske zakonodaje so vplivale na reorganizacijo poklicnih in srednjih šol ter na spremembe njihovih programov. Po koncu nemške okupacije in že kar prve mesece po osvoboditvi so na Ravnah pod vodstvom dr. Sušnika in o podpori delavcev železarne ustanovili gimnazijo. Leta 1946 so na Ravnah ustanovili metalurško-industrijsko šolo. To je bila šola, ki jo je ustanovila železarna Ravne in jo tudi financirala. Učitelji so bili zaposleni znotraj železarne, od tam tudi dobivali plačo. Tole je gimnazija, šola. Leta 1954 so šolo in pa dijaški dom povezali v samostojni zavod, ki ga je še vedno financirala železarna. Železarna je zgradila tudi tole šolsko stavbo. Šola pa je kmalu prerasla občinske okvire in postala regijska šola za poklice v strojništvu in metalurgiji. Skozi 50-letno zgodovino oziroma skozi to obdobje socializma je tudi ta šola in pa ostale poklicne šole na Muti in pa v Slovenjgradcu so doživele spremembe. Na Ravnah, Mežici in Muti so večinoma usposabljali kader za delo v proizvodnji, v Slovenjgradcu pa so poučevali ekonomska, administrativna, poslovna, trgovska in gostinska znanja. Leta 1973 so prvič vpisali dijake v zdravstveno šolo in leta 1987 lesarsko šolo. V 90-ih letih so poučevali podjetniško poslovanje in leta 1996 ustanovili gimnazijo. Delovanje zdravstvene šole ali izobraževanje za potrebe zdravja ljudi je odziv na potrebe po boljši zdravniški in bolniški oskrbi tudi industrijskih delavcev, ki so pogosto delali v nevarnih in zdravju škodljivih razmerah. V mestu regijske in za izobraževanje so pomembni učitelji in učenci. V tem našem prostoru so delovali najprej duhovniki, naj omenim tole poklicna šola, šolski center, nekaj dijakov,
oziroma iz 30 let učencev. Nekako sem učitelje razporedila v 3 skupine. Eno so bili duhovniki, ki so bili izredno dejavni v tem našem prostoru, škof Anton Martin Slomšek, ki je služboval v Vuzenici in tudi poučeval. Potem je bil Ivan Hojnik, župnik v Črni, v Koprivni, ki je bil ne samo duhovnik, ampak tudi fotograf, zobozdravnik, graditelj in tako naprej. Drugo skupino predstavljajo učitelji, ki so bili družbeno aktivni, tudi politično sodelovali. Rika Medendorferja smo že omenili, Karl Dobršek, Rudolf Mencin in pa tudi učitelji, ki so se angažirali na področju kulturnega delovanja. Bukovništvo smo že slišali danes, da je koroška posebnost, zadnji bukovnik je Blaž Mavrel, sicer pa bukovništvo sega tudi v tem prostoru v 17. stoletje, znani črljanski rokopis, smo že slišali, tudi leški rokopis, delovanje. Za izobraževanje so pomembna tudi društva, ki so zlasti v 20. stoletju organizirala različna predavanja, različne razstave in omogočala to neformalno izobraževanje. Mogorjeva družba, smo slišali, bralna značka, in pa zdaj v zadnjem obdobju poteka neformalno izobraževanje v okviru študijskih krožkov in pa tretje življenjske univerze. Hvala lepa za pozornost, se opravičujem za počasno branje.